Jaz sem Janja iz kmetije Punčar, tle sem se rodila in peljemo naprej našo družinsko kmetijo. Tako da poleg živinoreje se ukvarjamo tudi s poljedelstvom, dodali smo še nekaj dopolnilnih dejavnosti. Tako. Za pripravo pšenične trave potrebujemo eno posodo. Jaz bom uporabila kar tole od enih piškotov, v katere naredimo 2 luknje, toliko da se voda odteka, da je ni preveč noter. Potem rabimo še seme pšenice, lahko tudi kakšno drugo seme od drugega žita. Postopek je dosti podoben pripravi božičnega žita, če ga kdo pozna. Porabimo še zemljo, napolnimo posodo z zemljo. Potem enakomerno porazporedimo seme. Pokrijemo še z eno plastjo tanko zemlje in potem enakomerno zalijemo. To potem postavimo v kakšen svet prostor, lahko na okensko polico, v jeseni pa od pomladi do jeseni lahko tudi ven. Fino je, da to vsak drug dan malo zalijemo, ker tukaj noter ni veliko vlage, korenin bo pa veliko. Ko to zraste, porežemo in lahko uporabimo kot sveže, lahko pa potem posušimo in dodatno zmeljemo in uporabimo kot suho pšenično travo. Trava ni primerna takrat, ko preveč porumeni in zraste, kar pomeni, da je izčrpala vso energijo iz zemlje in iz semena. Svežo pšenično travo lahko uporabimo v smutijih, lahko si jo damo v kakšno juho, v kakšen namaz, lahko bi naredili tudi pesto iz nje. Če jo imamo pa zaenkrat dovolj, jo pa lahko damo v kakšen gospodinjski sušilnik, jo posušimo in potem shranimo v kozarce ter jo po potrebi zmeljemo. Zmleto pšenično travo pa lahko uporabljamo dosti podobno oziroma še malo bolj širok spekter uporabe, ker jo lahko zmešamo tudi, ne vem, jo spijemo samo z vodo ali pa pač v smuti in tako. Za pripravo kalčkov potrebujemo seme pšenice, potem en steklen kozarček, pokrovček naluknjamo z žebljičkom in kladivom, pa naredimo pač enakomerno luknjico noter. Fino je, da imamo potem še eno gazo čez, ko se spira seme, da se ne ulovi na te luknjice. In potem vzamemo ene 2 žlici telih semen. Prelijemo z vodo in to zdaj pustimo v tej vodi namakati čez noč. Fino je, če kar na temi, ker bo pšenica prej sklila. Do zjutraj, zjutraj pa to odlijemo. In potem pod tekočo vodo speremo. Spiramo pa 2-krat na dan, toliko da dokler semena ne vzklijejo in dokler tudi ne pride do primerno velikih kalčkih, ko so pa ponavadi ene 2-3 centimetre. V teh kalečih semenih je zelo veliko vitaminov pa mineralov, pač vse, kar rastlina da vso energijo, ki jo da za to, da v seme vzklije. Pač za odpornost telesa in za krepitev.